Gre za zelo pomemben zakon in v Slovenski demokratski stranki se zavedamo demografskih in pa starostnih problemov naše populacije in se zavedamo tudi, da je potrebno, kljub temu, da je bila reforma že leta 1999 zastavljena tako, da se postopoma daljša starostna meja in delovna doba, ki je potrebna za starostno pokojnino, da se vendarle tudi sedaj morda to nekoliko pospeši in pa tudi dvigne na primerno mejo. Zavedamo se, da je to težek proces in da se potrebuje večji konsens tudi seveda socialnih partnerjev. Brez njih ne bo zakon uspel. Nekaj je pa takšnih problemov, za katere menimo, da jih je potrebno drugače rešiti oziroma drugače pristopiti k reševanju teh problemov. Najprej pokojninska osnova. Predlagatelj jo dviguje z 18 na 34 let. To se pravi, da bi bila pokojnina odmerjena od povprečne osnove, ki je bila pač ugotovljena v 34 letih namesto 18. To je velika razlika. Minister je sicer 24. marca letos jasno povedal, da gre ne za povprečje neprekinjenih 24 let, ampak za katerakoli leta zavarovanja. In tudi državni sekretar na ministrstvu je 8. aprila letos, tako je bilo objavljeno v Delu, takole zapisal: mnogi tudi napačno interpretirajo 34 let za izračun osnove za pokojnino po novem zakonu. Šlo naj bi za 34 najugodnejših in ne zaporednih let. Mi smo takrat skoraj da pristali na 34 let, če gre za najugodnejša leta, ki so lahko prekinjena za občasno delo nezmožnostjo oziroma občasno nezaposlenostjo, ki seveda sedaj grozi ob večji fleksibilnosti trga dela, toliko v večji meri. Ampak v zakonu smo sedaj dobili ne najugodnejših let, ampak najugodnejših zaporednih 34 let. To zaporedje 34 let bo pa vključevalo tudi vse eventualne občasne nezaposlenosti, nizke dohodke in podobno, kar bo zelo prizadelo bodoče upokojence. Mi seveda temu nasprotujemo in zmanjšujemo v svojem amandmaju, če že ohranimo zaporednih let, potem jih je treba omejiti na največ 24 let. Naslednji problem je državna pokojnina. To je izredno nizka pokojnina za vse tiste, ki niso v preteklosti bili nikakor zavarovani oziroma se po takratnih predpisih niso mogli niti zavarovati. Gre za pretežno staro kmečko populacijo. Ta najnižja pokojnina je v višini 1/3 najnižje pokojnine. To se pravi, kmečka oziroma državna pokojnina je 1/3 tiste najnižje pokojnine. In lani je bilo takih prejemnikov 16.800. Skupen odhodek, skupen strošek pokojninske blagajne je bil 35 milijonov evrov, kar pomeni 0,5% sredstev za pokojnine. To je minorna zadeva, minorna sredstva, ki pa bo te ljudi zelo prizadela. Po drugi strani pa imamo danes kmetov, zavezancev 15.000, torej ki plačujejo pokojninsko blagajno, kmečkih pokojnin pa samo 2.500, torej 6:1. In že iz teh sredstev bi lahko krili stroške te minimalne državne pokojnine. Naslednje vprašanje je dokup delovne dobe. Zakon ne predvideva in ne omogoča dokupa tudi za obvezno služenje vojaškega roka in za reden in uspešen visokošolski študij. Menimo, da je to krivično, predvsem ker se dviga število delovne dobe na 43 let za moške, na ženske na 41 let,
da tisti, ki so zaradi visokošolskega študija vstopili v delo mnogo kasneje, ne bi mogli dokupiti tista leta rednega šolanja. In vsekakor mi želimo, da se to omogoči in da se ta dokupljena delovna doba šteje tudi v delovno dobo, v pokojninsko dobo. To se pravi, ne samo kot vstop v pokojnino, ampak tudi kot možnost upoštevanja pri pokojninski osnovi. Naslednje vprašanje je stimulacija delavcev za zaposlovanje starejših. Gotovo bo z dvigom starostne meje postal problem zaposlovanja in ohranjanja v zaposlitvi starejših ljudi toliko bolj pereče. In predlagatelj sicer predvideva neko stimulacijo za take primere. Mi želimo to stimulacijo poenostaviti, nekoliko ojačati in predlagamo, da če je delavec starejši od 55 let, potem prispevke za pokojninsko blagajno, ki bremenijo delodajalca, država krije v višini 30%. Ko delavec izpolni pogoje za predčasno upokojitev, želimo, da ostane zaposlen, da ne obremenjuje pokojninske blagajne še nekaj časa. Predlagamo, da se delodajalčev del prispevkov krije iz državnega proračuna v višini 50%. Če pa enkrat delavec izpolni starostno pokojnino, pa predlagamo, da se v celoti delodajalčev delež prispevkov krije iz državnega proračuna, kajti to bo mnogo ceneje za državo, kot pa da izplačuje že pokojnino. Obenem se pa zavedamo, da je nujno potrebno uvesti tudi vzpodbude delodajalcev za prvo zaposlitev mladih, na kar je predlagatelj zakona pozabil. In mi predlagamo, da za prvo zaposlitev mladega iskalca dela, torej zaposlitev za nedoločen čas, 5 let država plačuje 50% prispevka, ki bi bremenil delodajalca. Menim, da bi s tem mi uravnotežili trg delovne sile in tudi ublažili probleme, ki bodo nastajali zaradi podaljšanja starostne meje. Vprašanje izredno pereče je tudi poklicno zavarovanje, torej tisto zavarovanje, ki je nekoč se tretiralo kot beneficirana doba za težja delovna mesta. Teh sredstev je premalo se je nateklo, da bi lahko pravice, ki so bile zapisane za te delavce, jim tudi zagotovili. Menimo, da to ni krivda delavcev, ni krivda zavarovancev, kajti prispevno stopnjo za to dodatno poklicno zavarovanje določa država. In če se je država pri tem uštela, žal mora kriti tudi stroške svoje napake. Torej, pravice, ki so bile zagotovljene tem delavcem, ne sme država črtati zaradi tega, ker se je po njeni krivdi nateklo premalo sredstev. In pa seveda, eden najpomembnejših vprašanj je sledenje vplačevanja v pokojninsko blagajno. To se pravi neka prezentnost, preglednost, ali je delodajalec plačal ali ni plačal prispevke. Mi vemo, da je to eden trenutno največjih problemov, ko mnogi delavci po več letih ugotovijo, da sploh niso njihovi prispevki bili plačani v pokojninsko blagajno, grozi jim zmanjšanje delovne dobe in tako dalje. Menimo, da je potrebno po zgledu severnoevropskih držav, kar je uvedla tudi že Italija, namreč uvesti informativni osebni račun, kar pomeni, da mora pokojninska blagajna vzpostaviti tak informacijski sistem, da bo vsak zavarovanec lahko vpogledal preko internetne strani na podlagi svoje številke, kode, ali so bili
njegovi prispevki plačani, plačani ali ne. In to obenem bi pomenilo tudi vzpodbudo zavarovancem, da ostajajo v delovnem razmerju, da pravzaprav nabirajo delovno dobo in pa tudi prispevke, kajti iz tega informativnega računa bi tudi oni lahko ugotovili, kakšna pokojnina, v kakšni višini jih čaka. Če bodo še vztrajali recimo po izpolnitvi predčasne upokojitve, po izpolnitvi teh pogojev, če bodo še vztrajali, kakšna bo njihova pokojnina. In to zagotovo je eden od predlogov, pri katerem bomo vztrajali. To je izredno pomembno, vsak dan pomembneje in pričakujemo, da bo predlagatelj zakona ta naš amandma tudi sprejel, saj ne pomeni nobenega visokega stroška, gre samo za izpolnitev informacijskega sistema na pokojninski blagajni. Torej, gre za res pomemben zakon, ki se je pripravljal 2 leti, torej v celotnem mandatu. Je pa ena težava, ki jo imamo, in sicer po 2 letih priprave tega zakona, ki smo ga dobili, imamo samo komajda ali pa še ne 2 tedna časa, da pripravimo amandmaje. To ni dobro in razprava bo morda prav zaradi tega toliko bolj